Zdaj bomo spoznali mlado družino, ki si je v iskanju boljše možnosti za preživetje izbrala Cirkulane. Preselili so se iz Kopra iz najemniškega stanovanja. S posojilom je staršem 2 otrok uspelo kupiti manjšo hiško, sicer potrebno temeljite obnove. A usoda ni hotela, da bi v njej srečno zaživeli. Ko so hoteli hišo usposobiti za bivanje, je eksplodirala stara plinska jeklenka, ki je bila v hiši še od prejšnjega lastnika. In družina je ostala brez strehe nad glavo. Usoden je bil 7. december lani. Marko Čuček je želel hišo v Brezovcev pri Cirkulanah prebeliti, da bi se lahko vanjo vselili. V peči je zakuril in se lotil dela. Pri tem pa je moral iz kuhinje najprej odstraniti staro plinsko jeklenko, ki je bila na štedilnik nekaj let prazne hiše priklopljena že leta. Potem, ko sem jaz to dolo čraufal, je začelo ven pihati in ta kolega moj pač rekel, bežma, in smo imeli srečo, da smo sploh šla ven, ker če ne bi pač on rekel bežma, bi še verjetno se komu kaj od nas zgodilo noter, ker to je bilo praktično 3-4 sekunde, da je prišlo potem do eksplozije. Na srečo sta Marko in njegov prijatelj odnesla celo kožo, hiša pa je bila v trenutku popolnoma uničena. Vse je zgorelo, od elektrike, ometi so bili napiheni, potem kuhne ni bilo več noter. Vse pač, kaj je bilo še dobro, takrat, ko smo se selili, je tisto vse še pač šlo. Tako da dejansko stanje je bilo katastrofalno na koncu, potem, ko se je vse pogasilo. Prišli smo gor z neko željo, z nekimi cilji. In ko se je to zgodilo, enostavno smo ostali brez strehe nad glavo. Da je bila katastrofa še večja, je bila pod hišo cesta nepravozna zaradi plazu. Gasilci se do njih niso mogli prebiti in ogenj je zajel tudi ostrešje. Če je bila cesta čista, ne bi oni lahko prej prišli, samo pa so mogli 200 metrov cevi vlačiti, od 150 do 200 metrov, ker drugače ni šlo. Sosed pripoveduje, da plaz odnaša občinsko cesto že 6 let, pa nihče na občini Cirkulane ne ukrepa, čeprav je stiska mlade družine zaradi tega bistveno večja, kot bi bila. Do plaza so prišli, eni so šli gor čez breg, eni od tu, dok so vlekli, pa je začelo goreti. Mislim, že dalje ostrešje. Drugače bi prej prišli, prej pogasili, ne bi streha dobila nič. Hišo v Haloških Goricah sta Marko in Nina skupila le nekaj dni pred katastrofo. Odločila sta se, da gredo skupaj z otrokoma, 9-letnim Mirkom in 2-letnim Markom, iz najemniškega stanovanja v Kopru, kjer si nakupa nepremičnine nikakor ne bi mogla privoščiti, na drugi konec Slovenije, kjer sta našla dom, ki si ga s krediti in obročnim odplačevanjem še lahko privoščijo. Greš v bistvu s tem namenom, da otrokom priskrbiš dom, da ne pustiš otroke nekako na istih položajih, kot smo mi, da smo rabili plačevati najemnino, pa vse ne. Čeprav je selitev v kraje, kjer ne poznata nikogar, tvegana, toliko bolj, ker morata iskati tudi novo službo, pa sta prepričana, da jo bosta našla. Do zdaj, kadarkoli, kjerkoli sva šla, če sva hotla delo najti, sva ga zmer našla. Za službo se nekaj ne bojim dosti, zaradi tega, ker če človek hoče delo dobi, Eksplozija pa je v trenutku izbrisala vse načrte mlade družine. Tako, slabo, težko. Težko je bilo na začetku prvo sprejeti, potem zdaj že s časoma, ko malo vidiš, da se stvari odvijajo, da se nekaj dogaja, je že malo lažje, ampak prvih 14 dni pa je bil šok. V hiši zdaj ne morejo prebivati, saj jim je ostala le garaža. Prespijo v Mariboru pri Markovem očetu, ki pa živi v garsonjeri. Hišo poskušajo čim prej popraviti, vendar je nimajo s čim. Te omete smo sami dol stavkli, počistili, vodovod so mi pač starši pomagali, za okno isto starši, elektriko isto smo vzurali, da smo naredili, ker zdaj da čakaš križem rok, pa ne veš kaj boš, je to malo tako. Se pravi, kaj pač se je dalo, smo se potrudili pa sami naredili. Najprej pa so morali narediti novo streho. Zveza prijateljev mladine jim je pomagala tako, da so našli mojstra, ki jim jo je naredil in založil tudi material, da ne bi bila škoda zaradi zime še večja.
Tako da je on prišel, pa vse na svoje stroške to naredil, ne. Brez nobenega kritja, ne. Je šel na zaupanje. Ines in Marko mu morata še plačati. Samo za streho so stroški zanju nedosegljivih 6.000 evrov. V hiši, kjer so ostali samo zidovi, morata zdaj začeti znova. Če bi imel denar za material, bi sigurno sam naredil nekaj, se spoznam praktično na te stvari, vse ne. V garsonjeri Markovega očeta namreč ne morejo ostati, tudi zato, ker starejši sin obiskuje šolo v Cirkulanah, kjer je bil tudi v času našega snemanja. Vsakodnevna vožnja do Maribora pa je za družino, ki je v trenutku ostala brez vsega, tudi predraga. Njihova želja je zato skromna. Dom za svoje otroke, samo to. Da bi lahko vsaj zasilno prebivali v hiši, bi morali na novo narediti vsaj kopalnico ter kupiti vhodna vrata. Vse ostalo pa je zalogaj, o katerem si Ines in Marko v tem trenutku ne upata niti razmišljati.